Najlepša hvala za izjemno popestritev današnjega uvoda. Sedaj pa nadaljujemo s programom in bomo prisluhnili uvodnim predavateljem, ki bodo osvetlili različne aspekte poslanstva slovenskega zdravnika. Najprej vabim na oder profesor dr. Metko Zorc. Spoštovane kolegice in kolegi, slovenski zdravnik ni prazna beseda. Slovenski zdravnik ima svoje poslanstvo, ki ga nadaljujemo skozi generacije zdravniškega poklica, se opravičujem. Ko so bili naši učitelji pomembni slovenski zdravniki, ki so zapisani v zgodovini medicine sveta, Marko Gerbec, utemeljitelj sodobne svetovne kardiologije, poglejte, kdaj je živel. Odkril je posebno bolezen, ki jo še danes zdravimo, na enak način, z enako diagnozo. Bil je nosilec in vizionar kardiološke stroke, vendar je v svojih zapisih poudarjal, da zdravniški poklic ne more biti poklic, vendar je posebno poslanstvo. Poslanstvo, ki se vleče skozi generacije zdravnikov, zdravniškega poklica na slovenskih tleh. Organizirale so se organizacije, združenja zdravnikov, skozi stoletja se je oblikovalo Slovensko zdravniško društvo in Zdravniška zbornica, kot temeljna hiša, kjer smo doma in kjer lahko združeni delamo skupaj v dobro vseh ljudi, ki živijo v tem prelepem delu sveta. Poslanstvo slovenskega zdravnika je opisano v posebni knjigi, ki so jo pisali naši učitelji, tudi še moji učitelji ali učitelji mojih učiteljev. Utemeljitelj te ideje je bil prav gotovo profesor dr. Igor Tavčar, ustanovitelj medicinske fakultete v Ljubljani in kliničnega centra. Bil je stric mojega očeta in prav zaradi tega nosim v srcu še danes njegove misli in hotenja. Ko sem stara 5 let obiskovala z njim reveža Berača na koncu Ljubljane, v Ljubljanici, kjer je živel v slabi hiši. Mu je profesor Tavčar nosil hrano in zdravila. Takrat sem se zavedala, da zdravniški poklic ni poklic, vendar je posebno poslanstvo. Profesor Tavčar je učil in napisal v poslanstvu slovenskega zdravnika, ki je bilo publicirano morda v letih od 47 do 50, da se morajo zdravniškemu poklicu posvetiti ljudje z globokim čutom za resnico, ljudje, ki ljubijo naravo in življenje in ki verujejo v človekovo ustvarjalnost, ljudje s čutom za sočloveka in željo, da mu pomagamo. Ta knjiga je gotovo na Zdravniški zbornici in imam jo doma. Zato postaja znanstveno in praktično zdravnikovo delo njegova vsakdanja praksa. Zahteva pa od njega mnogo ustvarjalne domišljije,
analitičnega mišljenja in sintetičnih sposobnosti. Kasneje sem na svoji življenjski poti pri 17 letih spoznala profesorja Renéja Favalora, ki nas je učil, da bolnik ni samo bolezen, temveč da ima dušo. In kasneje profesorja Hana, ki je predaval tudi v Sloveniji, da v medicini uspeh lahko dosežemo samo skozi prijateljska sodelovanja. Vizija profesorja Favalora, kako spremeniti medicino sveta, ostaja še danes. Boril se je proti revščini, boril se je proti zaslužkarjem v medicini, zato tudi ni spoštoval medicine, ki temelji na zaslužkarstvu. Ves denar, nas je učil, je potrebno vrniti zato, da zdravimo lahko reveže, da zdravimo bolnike, ki nimajo dovolj denarja, da s tistimi sredstvi, ki jih privarčujemo skozi delo, da razvijamo raziskovalno dejavnost. Smernice, kot je dejal, tudi med predavanji v Sloveniji, ki ločujejo naš poklic od podjetništva in obrti, morajo temeljiti in postati temelj zdravstvenega sistema, in to nas bo obvarovalo pred tem, da bi z bolniki ravnali kot s predmeti, kot statistiko znotraj dobičkonosne stroke. René Favaloro je oblikoval 10 zapovedi, kako naj bo zdravnik, kakšen naj bo zdravniški poklic. Verjemite mi, da sem tudi v tujini nekje videla popolnoma nasprotno zgodbo. In zato je na prvem mestu poštenost, delo s strastjo, trudom in neomajnim žrtvovanjem, izogibanje se vplivom dogmatičnih konceptov in prispevek posameznika ima vrednost je le takrat, če je to odraz njegove svobodne volje brez zunanjih vplivov in omejitev. Nikoli in nikdar naj se ne oddaljimo od etičnih norm, spoštujemo naj dostojanstvo in humane pogoje za bolnika in njegovo družino. Timsko delo zahteva skromnost. Posameznik je samo del kolesja, uporaba imena jaz je nedopustna v dobri medicinski praksi, vendar smo mi tisti, ki zdravimo bolnika z združenimi močmi, zato da mu pomagamo. Nič ne sme temeljiti na lažeh, vse mora biti transparentno in samo na ta način smo lahko tudi sami zadovoljni in srečni. Naše delo je tako, da je bolnik edini, ki mu pripada privilegij. Moji učitelji, kot so bili tudi profesor Radovanovič, me je vedno učil, bolnik ima vedno prav. Tudi če jaz mislim, da nima, če on čuti tako, ima vedno prav. Tudi takrat, ko se sama vprašam, dobro, morda nima prav, če ni zadovoljen z nami, potem si mislim, profesor Radovanovič nas je učil, da ima bolnik vedno prav. V opravljenem delu, kot pravi profesor Favaloro, lahko uživamo šele takrat, ko spoznamo, da je edina resnična nagrada duhovno zadovoljstvo ob dobro opravljenem delu. Kaj je želel sporočiti mladi generaciji? Moram pa potrditi, da je večkrat bil zelo razočaran nad mnogo skomercializirano medicino,
ki jo vidimo tudi na žalost v deželah Severne Amerike. Mladi generaciji je večkrat sporočal, naj razumejo, da so materialne dobrine samo prehodne, le ideali ostajajo večni. Samo na ta način lahko zmagamo z izobraževanjem, z znanstvenim razvojem družbe, v kateri je socialna pravica na prvem mestu. To sem vedno zasledovala in zaradi tega tudi nikoli nisem počela samoplačniških ordinacij in podobnih dejanj, ker menim, da je pravica vsakogar, da mu zavarovalnica plača stroške zdravljenja, ker smo tako organizirani. Verjamem, da je potrebno povezati oba sistema, vendar na pošten, pravičen, transparenten in ne dobičkonosen način. No, brez bolnikovega zaupanja tako ali tako ni prave medicine. V svetu so mnoge dileme, ali je medicinski poklic na pravi poti ali na napačni. No, in kako smo danes pri nas? Medicinska fakulteta gotovo omogoča dobro znanje in uvod v dobro klinično prakso. Vendar je vprašanje, ali na medicinsko fakulteto res prihajajo tisti ljudje, ki imajo veliko srce in ki hočejo pomagati sočloveku. Morda iz zunanjega gledanja je medicinski poklic pravzaprav uspešen poklic, lepo se vidi, vendar je to trdo delo, garanje in zadovoljstvo ti nudi samo, če imaš poseben odnos do sočloveka, ki mu želiš pomagati. In vprašujem se, kje izginjajo temeljna načela in etike. To nam je večkrat odgovarjal gospod profesor Jamnik, ki ga pokličemo, kadar imamo vprašanja, kaj storiti in ali smo tudi sami na pravi poti. Brezpogojno moramo spoštovati bolnika, to vedno poudarjam tudi svojim študentom. Spoštovanje učiteljev, ki so nas učili, in to izginja, vidim, iz slovenskega medicinskega prostora. Spoštovati je potrebno učitelje brezpogojno in kolege in njihovo delo. Povezava v stroki je odlična za zdravljenje bolnika, vendar moramo spoštovati drugače misleče, druga mnenja in ne samo moje mnenje je pravilno in to je tako. Ideje morajo biti povezane z dobro klinično prakso, kot je dejal René Favaloro, brez raziskovalnega dela ni dobre klinične prakse. Spoštovati moramo tudi tiste, ki mislijo drugače. Modrost odločitve je izjemnega pomena. Pri strategiji zdravljenja bolnikov ne moremo uporabljati svoje agresije. Pri presoji rezultatov dela bodimo pošteni, individualna odločitev je mnogokrat nevarna. V ospredje našega dela moramo postaviti mi in ne jaz. Sodobna medicina je timsko delo. Kaj naj storimo v Sloveniji? Vrnimo spoštovanje zdravniškemu poklicu. Vemo, da se je to razrahljalo, da mnogi nekako gledajo čudno na zdravniški poklic, nismo vsi enaki in naš poklic ni skomercializiran. Prav zaradi slabe organizacije vse to meče slabo luč tudi na naš poklic.
Vrniti je potrebno osebni odnos do bolnika, ki ga onemogočajo mnogokrat načela tehnokratske medicine, in to, kar je učil profesor Tavčar, vrniti načela integralnega zdravljenja bolnika. Mi moramo imeti osebnega zdravnika, ki bo sintetiziral vse mogoče izvide, preiskave in tako dalje, ne samo gledati levo, desno uho ali oko, ali srce ali pljuča. Integralno zdravljenje bolnika je pomoč, da ohranimo zdravje našim ljudem in da vrnemo v slovensko medicino poglobljene vrednote odgovornosti. Hvala. Hvala profesor Zorčevi za zanimivo predavanje. Sedaj pa vabim še drugo našo gostjo tega uvoda, profesor dr. Jadranko Buturović-Ponikvar. Spoštovane kolegice in kolegi, spoštovani dame in gospodje, v veliko čast mi je ponovno predavati na konferenci slovenskih zdravnikov in to na posebno temo, kako bomo ohranili in utrdili zaupanje med nami in bolniki v času velikih sprememb v medicini v celem svetu. Medsebojno zaupanje je ključna komponenta odnosa med bolnikom in zdravnikom in ta poseben odnos na zaupanju temelji že tisočletja. Zaupanje je dragoceno za obojega, tako za zdravnika kot za bolnika. Posledica, če bolnik zaupa zdravniku, bo boljše sodeloval pri zdravljenju, rabil bo manj kontrol, bilo manj zapletov, bo izhodi zdravljenja bojo boljši. Za zdravnika pa ta občutek, da mu bolnik zaupa, vpliva na njegovo profesionalno izpolnitev. Ta tisočletni zaupni odnos je v zadnjih desetletjih pod velikim pritiskom. Pri medicinskih odločitvah so se bolnikom in zdravnikom pridružili mnogi drugi. To so bioetiki, pravniki, filozofi, ekonomisti, civilna družba, aktivisti, nazadnje prihaja umetna inteligenca. Dodatno moramo prepoznati, da sočasno z večjimi potrebami bolnikov, ki od zdravnika zahtevajo več časa, da ga posvetimo posamezniku, vključno z izvajanjem pojasnilne dolžnosti, ki jo nalaga zakon. Zdravniki so vse bolj administrativno obremenjeni. Na nek način takšne termine v Ameriki uporabljajo, da se zdravnik se lahko želi transformirati v neko obračunsko orodje. Vsi smo priče temu, da se meri ali se želi meriti produktivnost zdravnika, ki sili v medicino tekočega traku, v overdiagnosis in overtreatment. Včasih se spregleduje, da zdravniki predstavljajo le majhen del zaposlenih v celem zdravstvenem sistemu. Recimo v kliničnem centru je od 8500 zaposlenih zdravnikov, specialistov 11%, in v bistvu nikoli nisem slišala za neko inicijativo, da bi se merila produktivnost tistih preostalih 90 ali več odstotkov, ker če prištejemo zdravstvu vse, ki so zunaj zdravstvenih ustanov, je v bistvu zdravnikov v zdravstvenih sistemih manj kot 10%. In v bistvu na vrhu vsega tega v bistvu so zdravniki pod pritiski, da izvajamo tudi etično sporne prakse, kot je recimo v tem trenutku tudi v Sloveniji vložen zakon o evtanaziji. Na to, da se o bolniški postelji, kjer so se nekoč o tem, kaj se bo zgodilo, odločali bolnik, zdravnik in zraven so bile medicinske sestre, da so se pridružili tujci, je že leta 1991 pisal profesor socialne medicine iz Univerze v Kolumbiji, ki v bistvu je napisal to knjigo Strangers at the Bedside, in on je takrat govoril predvsem o tem, kako so se v odločanje vpletli bioetiki in pravniki. Potem teh,
ki so danes soodločajo teh tujcev o bolniški postelji, je danes še veliko več, prej sem jih naštela, in še na široko se odpirajo vrata umetni inteligenci, ki tudi bo lahko oziroma že poskuša na podlagi velikih sistemov, large language models v bistvu postavljati, ki preučuje, ki se trenira na zdravniških zapiskih, v bistvu postavljati tudi diagnoze. Junija tega meseca je novinar in pisatelj Eyal Press v New York Timesu objavil članek, pomemben za nas, The Moral Crisis of America's Doctors. Zakaj je pomemben? Ameriški zdravstveni sistem je poseben in specifičen, sigurno ga veliko bolje poznajo tisti, ki v njem delajo. Vendar tisto, kar se tam dogaja, se prej ali slej preliva tudi v Evropo in potem k nam, in zato je dobro, da spremljamo, kakšen je položaj, kako se spreminja položaj zdravnika v zdravstvenem sistemu in tudi v celotni družbi. Za sam članek je on dobil pobudo, ko je bral objavo psihiatrinje Wendy Dean, ki je preučevala stopnjo samomorov med zdravniki in nekako ugotavljala, presenečena, da je v bistvu ta višja kot samomori med tistimi, ki so aktivni v vojaški službi. Zdaj, pisatelj tega članka je intervjuval več zdravnikov in v bistvu hotel dognati, v čem je ta stres med zdravniki, in v bistvu kot glavne vzroke so našli pomanjkanje časa za pogovor, pomanjkanje časa za skrb bolnika, velike administrativne obremenitve ravno z digitalizacijo, electronic health record, v katerih zdravnik lahko se izkorišča tudi kot obračunsko orodje, tudi veliko energije, ki jih zdravniki morajo porabiti za pridobitev predhodne odobritve, zavarovanje. Mi moramo ceniti, da teh težav v Sloveniji nimamo, tudi jih bolijo astronomski računi, ki jih bolnišnice izstavljajo bolnikom, in v bistvu bolnik vidi samo zdravnika in nekako ga lahko posredno tudi za to krivi. In v tem članku govorijo o moral injury, o emocionalni poškodbi pri zdravnikih, ki jo poznamo tudi pri vojakih, ko v bistvu je to stres, ki ga doživljajo, če počnejo nekaj, kar je v nasprotju z njihovimi temeljnimi vrednotami. Tisto, kar je v rdečem, je citat iz tega članka, on je, ko se je pogovarjal z zdravniki, nekako doživljal, da zdravnike, da so postajajo kot zaposleni v Amazon skladiščih, katerih se produktivnost meri na uro in management v bistvu izvaja pritisk, da se dela še hitreje in hitreje. In potem, kar konkretno, predvsem je veliko se pogovarjal z urgentnimi zdravniki, ni pri vseh strokah ta zadeva tako izrazita in ta stres, kako jih v bistvu urgentni zdravniki, kako v bistvu management izvaja pritisk, katere preiskave naj se izvajajo, če tudi mogoče niso potrebne, ampak se lahko boljše obračunajo, kateri zavarovanci, naprimer Medicare, Medicaid, naj se čim prej odpustijo. In tisto, kar je posebej šokiralo, je bilo to, da so zdravniki se bali in da niso praktično nobeden od njih ni hotel javno nastopati, ampak so bili v bistvu anonimni. In so pričevali o tem, kako je pri urgentnih zdravnikih v velikih korporativnih sistemih, kako v bistvu jih outsourcajo, kako jih lahko odpustijo čez noč brez nekih administrativnih postopkov, in da v bistvu, da je več zdravnikov dobilo odpoved, kjer so opozarjali, da razmerje naprimer na urgenci ne omogočajo kakovostne in varne obravnave. Vi morate vedeti, da ko končajo medicinsko fakulteto v Ameriki, zdravniki imajo lahko več kot $500,000 dolga, in da ko končajo v Sloveniji, niso dolžni ničesar. Torej, ta neka velika stiska zdravnikov, tudi želja, da zapustijo svoj poklic, v bistvu je bila zaradi tega, ker ne morejo bolnikom ponuditi, kar znajo in potrebujejo, in zaradi česa so sploh postali zdravniki.
To ne gre samo za nekatere zasebne korporacije. Lahko pogledamo tudi, kaj se dogaja v javnem zdravstvu v Združenem kraljevstvu, kjer so podobni vzorci korporativnega zdravstva in ne vem, če ste spremljali, nedavno je na doživljenjski zapor obsojena medicinska sestra, ki je umorila 7 dojenčkov z injekcijami insulina in še več jih je trajno poškodovala. In tisto, kar je tukaj ne smemo spregledati, je, da so zdravniki, in to seniorni zdravniki, neonatologi, že od leta 2015, to ne obsojena nedavno, opozarjali, da v njeni izmeni umirajo dojenčki, ki ne umirajo v nobeni drugi izmeni, da so opozarjali menedžment, da so prosili menedžment, da pokličajo policijo, kriminaliste, da naredijo preiskavo in da so ti zdravniki bili neslišani, da so menedžment je organiziral razne mediacije in na koncu, na vrhu vsega, so jih prisilili, da se opravičijo tej medicinski sestri, sicer bojo sledili disciplinski ukrepi, vključno lahko z odpovedjo. In ta medicinska sestra zaradi napetosti na samem oddelku je potem bila preseljena na oddelek za kakovost. In je v bistvu na koncu so ti primeri izbili sodu dno in se je končalo to sojenje, kjer se ona niti ni pojavila na sodišču, ampak je pričala na daljavo. Torej, neki status zdravnika se na Zahodu, ne nujno v vseh strokah, dramatično spreminja. Zdaj je nekaj o zaupanju in odgovornosti zdravnikov. Evtanazija je zdaj v Sloveniji tema, zakon je vložen v obravnavo in v bistvu država, ki jo lahko gledamo glede spolzkega klanca in glede rekordnega števila evtanazij, je Kanada. Kanada je legalizirala evtanazijo, začela izvajati od junija leta 2016. To je gospa stara 81 let iz Calgaryja, ki je naredila svojo prvo tetovažo pri 81 letih, kjer piše: ne me eutanazirati, don't euthanize me. Kome je to sporočilo namenjeno? Jaz nekako dojemam, da je to namenjeno zdravnikom, da je namenjeno kanadskim zdravnikom, posameznikom, večina zdravnikov in katerim posameznikom. V zelo ugledni reviji, ki ima odlične članke in jo pogosto berem iz raznih področij, Canadian Medical Association Journal, je objavljen tudi članek Mejnik, kjer zdravnik v bistvu objavlja ponosno prvih 100 bolnikov, ki jih je on osebno usmrtil. To je tudi z dovoljenjem svojcev slika nekega realnega bolnika in on v bistvu te bolnike nekako v enem tonu precej zmagoslavnem, on te bolnike jemlje za dostojanstvene, hrabre, kot da tisti, ki želijo umreti naravne smrti, to niso. Potem drugi, kdo bi se želel pri takšnem zdravniku zdraviti? Ali pri medicinski sestri, ki pri teh usmrtitvah sodeluje. Drugi nek velik etični izziv so spremembe spola pri mladoletnikih. Mi zdaj že imamo skupine mladoletnikov, ki so še kot otroci, ki jim je bil spremenjen spol nepovratno, z mutilantno, doživljenjsko permanentno okvaro in ki so se premislili, ko so odrasli. In oni zdaj zdravnikom očitajo, da so jih zdravniki izdali, da so jih ohromili za celo življenje, namesto da bi jim pomagali, da to neko obdobje preidejo v tej tranziciji in da potem ostanejo brez permanentne škode. In v bistvu so tudi oni nam zdaj, ti mladi bolniki, nam držijo lekcije. To ni evidence-based medicine, to je aktivistična medicina. Vi bi zdravniki morali imeti resnično
trdne dokaze, da neka invazivna terapija, neko mutilantno zdravljenje, kot je tudi bilateralna mastektomija pri 12-letnih punčkah pa naprej, da naredite tako škodo brez trdnih dokazov. In tudi imajo nekako občutek velikega izdaje inštitucij in tudi vi verjetno ste slišali za afero britanske Tavistock klinik, ki je ogromno takih otrok ohromila, tudi nekateri so v tej skupini in to je javni zavod. Tisti, ki pa so jih eutanazirali in ki jih je vse več, seveda ne morejo protestirati in nam očitati. Zdaj v aprila 2015 je je Elon Musk dal izjavo, take kot so njegove bombastične, v kateri je povedal, any parent or doctor who sterilizes a child before they are consenting adult should go to prison for life. Skratka, treba je zapreti doživljenjsko vsakega starša in otroka in starša in zdravnika, ki so pri tem početju sodelovali. In jaz sem brala stotine komentarjev na to njegovo trditev, vsi so mu aplaudirali. In razen enega mogoče komentarja, ki je rekel, mogoče 15 let dovolj, ni treba doživljenjsko. Ampak tisto, katero sporočilo mi moramo slišati iz tega dogajanja, bili so odgovorni starši in zdravniki. In noben drug, nobeni aktivisti, nobena civilna družba, nobeni bioetiki, filozofi, psihologi, ki pravijo, da je to treba, noben ni bil odgovoren za to početje. Zakaj? Zato, ker brez zdravnikov tega početja ne bi bilo. In tukaj lahko vidite, kako v bistvu eksplozijo bilateralnih mastektomij, v JAMA Pediatrics, ugledna revija, eksplozijo v Ameriki, to je obojstranska odstranitev jožk pri mladoletnicah, ki so v bistvu od 12-letnih otrok naprej. Zdaj odgovornost zdravnikov traja stoletja, se ne poznabi. Torej to, kar družba danes hoče, se bo lahko čez noč obrnila in ne bo pozabila, kaj so zdravniki neetičnega naredili. In to je slika, kako iz Centralnega parka v New Yorku snemajo statuo očeta ginekologije, ki je izumil spekulum, to ženske in zdravniki vemo eno orodje, ki boljše pregleduje ženske spolne organe, in on je s tem rešil življenja milijonov žensk, ampak da bi razvil to do neke končne različice, je eksperimentiral na sužnjah, ki so imele hude komplikacije in fistule in razžrlo jim je med črevesjem in nožnico, so se naredili kanali in skratka so umirale v mukah. Ampak zakaj ga to, da je rešil življenje milijonom žensk, ne opere? Zato, ker so mu se te ženske pustile, one so mu zaupale, zdravnik, ki jim ne bo naredil škode. In zato se danes tudi ta njegove, ki on ima spomenike po celi Ameriki, saj tej vzhodni obali, in ti spomeniki se rušijo. Tisto pa, kjer nas bolniki resnično rabijo, da jim stojimo ramo ob rami, je na primer ta bolnik, 40-letni, umira zaradi skvamoznega karcinoma jezika, ki traja manj kot 1 leto, in on si želi, je na paliativnem zdravljenju, probal je, jezik so mu odrezali, bil je na obsevanju, na kemoterapiji, nič mu ne pomaga. In on si želi probati nova obetavna zdravila, cepiva, ravno take tehnologije, kot so bila narejena tudi cepiva proti covidu, ki še niti niso na ljudeh preizkušena, skratka first in human trial. In to administracija FDA ne dovoli. On nima kaj izgubiti, on si želi probati, on želi neko upanje in on si želi narediti nekaj dobrega za druge, ki bojo tudi, če bo on umrl, se bojo drugi na njemu naučili
boljše kot na živalskih poskusih, kako to zdravilo deluje in kjeri so stranski učinki. In to je njegova avtonomna, svobodna volja. In zaradi administracije on ne more do tega. Ko pa treba odobriti usmrtitev, evtanazijo, po nekaj tednov vse administrativne ovire padajo, naenkrat postane sistem izredno operativen in tudi v našem predlogu zakona v nekih 2 tednih se vse to mora v bistvu končati in referirati. Tako da v teh tukaj nas bolniki rabijo rama ob rami. Zdaj nekaj na temo avtonomije in paternalizma. Glavna knjiga, ki je postavila principe biomedicinske etike, je knjiga, ki je bila objavljena leta 1979 in od tod so nekako izrasli ti današnji principi spoštovanja avtonomije, neškodljivost, dobronamernost in pravičnost. In to je v bistvu po 40 letih po objavi te temeljne knjige, so avtori te knjige, Tom Bishop in James Childress, objavili članek v American Journal of Bioethics. In tisto, kar so oni poudarili, je, da avtonomija ni nadrejena vsem ostalim principom, da je enakopravna z vsemi ostalimi principi, neškodljivost, benevolentnost in pravičnost. In zdajle, ampak mi živimo v družbi, kjer se srečujemo s pristopom, da je teža avtonomije bolnika neproporcionalno večja glede na ostale principe. Na tem v bistvu gledanju bazira tudi zahteva po evtanaziji. Bolniku bomo škodovali tudi zato, ker on to hoče. In v bistvu so bioetiki, ki ta princip kritizirajo, ki menijo, da ena prava mera nekega izkustvenega paternalizma enostavno to avtonomijo bolnika dopolnjuje in mu je koristna. Jaz, če grem zdravniku, jaz želim, da mi on reče, kaj bi sebi naredil, če bi bil v moji situaciji. Ne pa, da mi recitira neke smernice, opcije so ta, procenti uspeha so taki, ti se odloča. Jaz si ne želim takega zdravnika, jaz se na koncu bom itak odločila sama, ampak želim si, da je njemu mar zame in da se vživi v mojo situacijo in da mi reče, kaj bi on naredil, če bi bil v moji situaciji. Drugo, na kar bioetiki opozarjajo, je, da je bolezen največji kradljivec evtanazije. Takrat je bolnik ranljiv, bogi, kako bo on zdaj nekih 50 strani nekega informiranega pristanka z nekimi procenti sploh razumel. On rabi neki nasvet nekega dobronamernega zdravnika. In v bistvu je ravno vloga zdravstvene nege je, da pomagamo, zdravstvenih obravnav, da pomagamo, da se bolnikovo stanje izboljša in da bi tako on na novo pridobil svojo avtonomijo, ki mu jo bolezen krade, in da bi svojo voljo avtentično uveljavljal. Mnogi bioetiki so alergični na na ugovor vesti, ki ga imajo zdravniki, in v bistvu eden od zelo znanih, Julian Savulescu, po filozofski orientaciji je on eugenik, v bistvu drugače je tudi zdravnik, ki je že dolgo ne dela kot zdravnik, na začetku je delal na urgenci. On meni, da zdravniki ne smejo imeti ugovora vesti in da jim je treba to pravo odvzeti, da v bistvu so oni tukaj, da kot neki providerji, obrtniki, da dajo vse, kar jim družba v določenem trenutku naroči. In v bistvu on sugerira, ravno gre za evtanazijo, da v bistvu, da se ta ugovor vesti odvzame, da v bistvu, da se naredi neka purifikacija, moralna purifikacija aplikantov za študij medicine, da v bistvu se že za študij medicine izbirajo samo tisti, ki so pripravljeni delati evtanazijo, spremembe spola, abortuse, in tudi kot tretji neki pristop temu, kako naj se te uporniške zdravnike nevtralizira, on predlaga, da se
demonopolizirajo storitve, ki jih lahko izvajajo samo zdravniki. Seveda, evtanazija se lahko demonopolizira takoj, za usmrtiti bolnika ni potrebna medicinska fakulteta, ostale pa v bistvu veliko težje. In zdajle grem proti zaključku. Zdravniki so oziroma smo sposobni in navajeni zdržati velike pritiske. Že od študija medicine, ki stoletja velja za enega najtežjih, eden redkih študijev, ki ga ni možno študirati izredno. Mi smo navajeni, vzgajani od prvega dne nositi odgovornost za svoja dejanja. Navajeni smo biti pod neprekinjenim nadzorom. Danes za vsako sekundo zdravnika, tukaj imaš klik, vstopaš v informacijski sistem CRPP, PIN ta, PIN, za vsako sekundo se ve, kaj delaš. Navajeni smo reševati najtežje situacije in sprejemati najtežje odločitve sredi noči in zato nositi polno odgovornost. Navajeni smo zdržati velike medijske pritiske, posebej v Sloveniji smo se to nekako dobro natrenirali. In jaz verjamem, da vsem spremembam in pritiskom navkljub velika večina slovenskih zdravnikov, večine strok, je še vedno možno ohraniti globoko intimen in zaupen odnos z bolnikom, s katerim se skupaj bojujete za zdravje in življenje, in to na način, kateri posameznemu bolniku ustreza, ki ga upošteva celostno kot enkratno in neponovljivo osebo. In v zaključnih mislih, bolniki ne želijo biti del tehnološkega tekočega traku. Želijo si človeški stik s svojim zdravnikom, ki mu lahko zaupajo, da bo deloval v njihovem najboljšem interesu. In to potrebujejo vsaj enako kot zdravila. In enako si želimo tudi zdravniki. Več tisočletni odnos medsebojnega zaupanja med bolniki in zdravniki želimo ohraniti tudi v prihodnje, ga utrditi in ga nadgraditi. In za uresničitev teh želja smo se zdravniki dolžni boriti. In imamo srečo in dolgo tradicijo uglednih in uspešnih zdravniških organizacij v Sloveniji, Slovensko zdravniško društvo, Zdravniška zbornica, FIDE, Slovenska medicinska akademija, obeh medicinskih fakultet, ki nam stojijo ob strani, ko gre za ohranitev temeljnih vrednot našega poslanstva in zaupanja med zdravnikom in bolnikom. In da citiram profesora Damijana Korošca, kazenskega pravnika, eksperta, ki je objavil izredno lep članek v ISIS-u oktobra 2023 in kjer on s svojim kazensko-pravniškim jezikom ostrim kot skalpel v bistvu navaja zdravnike garant življenja. Hvala. Najlepša hvala, dr. Vuturović-Ponikvarjevi. Za konec tega uvodnega dela pa prisluhnimo še mislim nadškofa monsenjorja Antona Jamnika. Prisrčen pozdrav vsem skupaj. Zdaj sta bili dve tako imenitni predavanji, da bo tole moje razmišljanje bolj samo nekaj opomb k tema dvema predavanjima. Pa profesor Boris Pleskovič pa večkrat spomni, predsednik kongresa, da je najboljši govor tisti, ker so začetek pa konc čim bližje skupaj. To je Martin Luther zapisal, za pridige, kažete naj bodo. Prisrčen pozdrav vsem skupaj. Hvala Slovenskemu kongresu, da pripravite gospod profesor Pleskovič skupaj z gospod profesor dr. Metko Zorc, ki je polna energije, kar želi od veselja, znanja in vsega, tako da se kar malo nalezemo ob vas, gospod profesor, ki nam tako z dušo, ne teoretično dušo, spregovorite, pa vam, da smo lahko v vaši hiši, da skrbite za to, da je ta konferenca vedno tukaj. Rečeno je bilo, profesor Obaus je že na začetku poudaril, najbrž ni več tukaj, kako sonce sije na različne ljudi po svetu, tukaj in doma in ne vem kje, kjerkoli že smo. Ob tem sem se spomnil na primeru, ki je dal zdaj, oziroma podobo, ki jo je dal papež Frančišek, ko je imenoval, tudi uradno imenoval nove kardinale.
in je potem poudaril jim ob vsej različnosti različnih kontinentov, prepričanj, kritičnosti takih in drugačnih, je rekel, bodite kot orkester, ker se trudite za harmonijo. Ker se trudite za harmonijo. In mislim, da je to Slovenija. Naj bo Severna Amerika, Južna Amerika, naj bo Evropa, naj bo Kanada, naj bo katerkoli del sveta. Slovenija je tam, ker govorimo slovensko, ker imamo kulturo, jezik, vero, ker vemo, kje imamo korenine in pravzaprav na ta način smo potem tudi doma, ni važno, kje na svetu smo. Svet postaja vedno manjši, naša odgovornost z njim pa tudi vedno večja. Torej, hvala vsem zdravnikom, zdravstvenemu osebju v Sloveniji in po svetu, izjemno veliko dobrega naredite. Hvala lepa vam res za to. Pravzaprav se sploh ne da zahvaliti, ker koliko garate noč in dan, ko malo bolj spremlja Medikor od blizu, pa to je urnik od 8 zjutraj do 10 po noč, ne vem, zvečer, skratka in na drugih področjih seveda v zdravstvu. Nekaj misli ob tem, ne bom tega le bral, mislim, da je objavljeno en delček tega in sicer, glejte, letos sem prevzel eno komisijo za etiko, Evropsko komisijo za etiko v Bruslju in te teme, ki jih imamo na dnevnem redu, pa naj gre to za umetno inteligenco, naj gre za evtanazijo, naj gre za pomoč pri samomoru, naj gre za vprašanje, ne vem, novih zarodkov iz človeških celic, kar je zdaj neverjetno, kam to pelje, ko nam razlagajo, kaj se na tem področju dogaja, tudi na področju zakonodaje, ko nekaj hitro Evropski parlament sprejme 27. julija nek zakon oziroma zadnje branje. Kaj je pravzaprav jedro, ko se pogovarjamo en moderator oziroma tisti, ki mi pomaga pri tem, predvsem oziroma moja desna roka pri tem vodenju, iz Malte en profesor Emanuel Agius, ki je tudi poznan na področju moralne teologije, so rekel, pa dajva se enkrat sesti, so se pogovarjala, so nekaj dni skupaj raziskovala, kaj je temeljni problem, jedro vseh teh pogledov, ali pa kje zaškriplje, kje ne gre. Jedro na koncu koncev težave je, da se na človeško bitje od katerikoli stopni, od spočetja do konca, do smrti, gleda kot na predmet, popredmetenje človeka, kot da je to neki objekt. Italijanski filozof Galimberti je zapisal, hudo je v tej znanstveni inteligenci oziroma racionalnosti, tehnični racionalnosti, da človek postane samo nek objekt, nek predmet, nekaj, kar mora s čim manj sredstev doseči čim boljši učinek, čim večja uspešnost. To o tem govori, ne vem, francoski filozof Jean-Luc Marion, ki je bil pred leti v Ljubljani v delu, v Sobotni prilogi, bil zanimiv pogovor, vam priporočam, da ga preberete, iz Galimbertijem tudi. In hudo je, pravi, najbolj hudo pri tej zgodbi je, da se navadimo, da smo predmeti, da smo samo sredstvo, da človek ni več cilj, ampak samo predmet nekega tehničnega razvoja, čim večje uspešnosti, vse mora biti nadzorovano, vse je določeno, vse je pod kontrolo, vse je strukturirano in tukaj preprosto ni več za človeka s čustvi, z dvomi, vprašanji, smislom, nesmislom, ljubeznijo, sočutjem, ker je tehnično vse določeno in si samo člen v tej verigi. In ko te več ni, šiba naprej to, ker si bil samo člen. In tu nekaj manjka. In potem zaškriplje, seveda zaškriplje, to je predvsem za evropski prostor značilno, pa Ameriko. Drugod po svetu, azijskem svetu, Indiji, je tega bistveno manj. Ali pa zelo malo tega, tudi na Kitajskem, ali pa v Afriki, Južni Ameriki. Ampak kje je jedro te misli, kje je jedro tega problema? Jedro tega problema je v razsvetljenski miselnosti,
ko se zgodi v tem racionalizmu, razum, svoboda, vse to ima mnoge zelo dobre stvari in hvala Bogu, da živimo v naši Evropi s temi koreninami, iz katerih rastemo. Ampak huda stvar, ki pa se zgodi na podlagi te borbe med racionalizmom in predvsem potem angleškim empirizmom, pa je bila ta, da se zreducira razum, vloga pameti, razmišljanja, človekovega razmišljanja samo na empirično, to, kar se otipa, to, kar se lahko stehta, to, kar se lahko zmeri, tehnično določi. In kaj se zgodi? Vse, kar je z vrednotami, vse, kar je povezano, ne vem, z umetnostjo, religijo in temi vprašanji, ki jih ni mogoče stehtati, to pa je prepuščeno posamezniku, pač naj se odloča, kakor mu v nekem trenutku paše. In zgodi se, ta paše pomeni to, da se ustvari neka megla, kot je bila danes megla zjutraj, ali pa včeraj. Megla, Hrvatje pravijo, mutno je, nič več ne veš, kaj je prav. En strašen relativizem je, skepsa, govori papež Frančišek v svojih dokumentih. Vsi bratje posebej to poudaril, etična skepsa, ne ve več, nič več se ne ve, kaj je prav. In seveda, ko se ne ve več prav, takrat pa z lahkoto manipuliraš človekom. In tukaj se zgodi potem ena rešitev, ko v vseh etikah, ki jih zdaj spremljamo, sodobnih, se zgodi vsaj neka procedura, neka forma, neka pravila, ki bodo stvari zadržali, da ne zaidemo v nek anarhizem, ampak seveda to ni dovolj. Samo pravilo, samo črka, samo forma. Tudi na etičnem področju imamo strašno imenitno proceduro, pravo, vse se zavaruje. Čim se nekaj še naredi, še nek nov zakon sprejmemo. In jih je vsak dan na tisoče se sprejema, čim manj je tega. In tukaj je potrebno, da se mora nekaj zgoditi in človek zamisliti in si reči, ja, empirične znanosti so izjemno pomembne, hvala Bogu, da jih imamo. Ampak to ni edino področje človekovega umevanja. To ni edino področje človekovega umevanja. Imamo področje etike, imamo področje umetnosti, lepih znanosti, drugih, ker človek na nov način doživi še neko dimenzijo bivanja, ne glede na religijo, filozofijo, ki pa je človeška, ki spada k naši biti. In zato pravi ta francoski filozof, tak modern, liberalen sicer pravi, če človek iz tega tehničnega, nadzorovanega sveta, ker je vse določeno, ker si popolnoma v nekih kleščah sistema, strukture, ne stopi in tam si strašno sam, da to vprašanje samomora, nesmisla, negotovosti in podobnih vprašanj. Ali pa tudi, ko se obravnava ta etična vprašanja, kar odpravimo ljudi, vse, kar ni koristno, kar ni najboljše, od spočetja do smrti, rešimo se, neka eugenika se pojavlja, ta vprašanja, ker je človek samo predmet, v resnici je po vsakem človeškem bitju, od prvega trenutka do zadnjega, neka človeška zgodba. In ta zgodba dobi moč, če tega človeka spoštujemo, oziroma takrat, kadar človek in sodobni etiki vedno znova se ta vidik bolj poudarja tudi v Evropi in Ameriki, vsaj počasi, ker nas je tako po glavi udarilo stanje, v katerem smo, pravi Marjo, da vstopimo v ples ljubezni. Če človek ne stopi v odnos, če ne pogleda drugega, ne posluša drugega, pravi papež Frančišek, če se ne slišimo, če nismo občestvu, smo mrtvi. Torej, in to je potem pa tudi upanje, ker če bomo v tem svetu, če se tega enega koraka naprej ne naredimo, ob vsej znanosti, ki jo hvala Bogu imamo, da odkrijemo tudi te razsežnosti človeškega bivanja, ki so zelo, zelo ključne za to, da lahko živimo v tem svetu. Biti v odnosu, namreč kaj je nevarno? Kaj je še nevarno? Oba avtorja, ki sem jih že navedel, pa tudi mnogi drugi poudarjajo, da se človek kar navadi, da je samo predmet, da mu je potem vzpostaviti odnos
ne po drajsanju. Odnos, da nekoga pogleda v oči, se pogovarja, posluša, gre na zmene, gre v hribe, gre ribar, gre jadrat, da mu je to težko, ker je najlažje, pravi papež, kavč verovanje, kavč odnosi. Pa s tablico, tudi kavč maša je, kavč bogoslužje, da bo že kavč spovedi, tega se v cerkvi ne dovoli. In to je strahovit samomor za človeka. Ne smemo se na to navaditi, ne smemo pristati, da smo predmeti. Ne sme človek pristati, da je sredstvo, človek je cilj, vse ostalo pa mu služi, da bo lahko tisto, kar naj bi bil. Sedaj se zdi, da morda malo pridigam, ampak povzemam te glavne misli, ki so, nismo predmeti, nismo in ne smemo biti. Kant je rekel, človek je cilj, ne pa sredstvo nekega razvoja, neke tehnike, nekega obvladovanja. In zato morda zaključim samo eno mislijo papežev pridigar, večkrat na duhovne vaje, kakšno predavanje za kardinale, za škofe. Se veste, kardinale pa škofe najtežje kaj spreobračati, ne? Tam, če se eden mečkrat zamisli, je že velik uspeh. No, takole je Cantalamessa govoril in sicer na zdravnikom Katoliške univerze Svetega srca v Rimu, na polikliniki, ki je imeli. Takole je poudaril, ne pozabite, da je za zdravstveno kartoteko in izvidi vedno oseba, ter da pogosto lahko zdravnikov izraz nežnosti, nasmeh in beseda upanja včasih pomagajo bolj kot zdravila. Ne dopustite, da bi tehnika in instrumentalizacija zamenjala človeški stik. Človek ni samo instrument. Že dalj časa se veliko energije in dela usmerja v razvoj računalnika, ki misli, umetne inteligence. Se hvala Bogu, da imamo. Google nam pomaga, da smo lahko super parkirali tukaj, nič hudega. Vendar pa doslej nihče ni predvidel možnosti, da bi lahko obstajal računalnik, ki bi ljubil, ki bi lahko bil ganjen, ki bi prišel človeku naproti, na čustveni ravni, mu pomagal, da bi lažje ljubil, kakor mu na primer olajša izračun razdalje med zvezdami in podobno, kar računalnik super naredi. Žal povečanje človekove inteligence in kognitivnih zmožnosti ne gre z roko v roki z večjo sposobnostjo, da bi ljubili. Nasprotno, zdi se le, da ta nič ne šteje, medtem ko vemo, da sreča ali nesreča nista odvisni toliko od znanja ali neznanja, ampak od tega, če ljubimo, če smo ljubljeni ali nismo ljubljeni. In potem zaključi zdravnikom in študentom medicine, znanje se namreč samodejno spremeni v moč ljubezni, ljubezen pa v služenje. Le ljubezen odkupuje in rešuje, medtem ko lahko znanost in želja po znanju vodita tudi v pogubo, popredmetenje človeka in samouničenje. Zato povabi potem Cantalamessa, da naj nam znanje pomaga, hvala Bogu, da ga lahko razvijamo, ampak naj bo ne samo sebi namenjeno, ampak naj bo namenjeno to empirično področje, ki ga imamo, da človek duhovno bolj na kulturni ravni, ne glede na prepričanje, bolj bogato in intenzivno živi. Torej, želim, da bo ta konferenca, sem prepričan, veliko prispevala k temu, da bomo vsi skupaj en tak pravi orkester in znova vstopali ta ples ljubezni, morda pa ples celo danes na Tavčarjevi domačiji. Hvala lepa.